Z nami je Tone Hočevar, ne bom ga prav nič predstavljala, ker je to namesto mene prejšnjo nedeljo naredila prijazna slovenska televizija in ko smo res veliko zvedeli o njegovem bogatem življenjskem profesionalnem delu. Bom šli kar na film. Zame Tone in knjiga se tikava na seboj tudi tukaj. Zame je ta film izmuzljiv in zdaj ga gledala sem ga tretjič in vsakič odkrijem v njem globjo ironijo, recimo ta zbor kardinalov se mi zdi tako kot gojenci enega strogega internata izpred 50 let, ki so na eni ekskurziji, pa so nekje ustavljeni in morajo malo svoje človečnosti prikazati. In tako polno teh stvari, kako si ti gledal ta film? Poznaš Vatikan, ne? Ja, zelo blizu smo stanovali temu trgu Svetega Petra. Kamorkoli smo šli od doma, smo šli čez trg. Skratka, bližnji sosedje smo bili teh krajev, zato jih red gledam tudi takole. Zdaj smo že 2 meseca v Ljubljani, morda kakšen dan več, in bomo lepili vsi skupaj po 16 letih, kar kakšen dan še, da se bomo oblivali. Ker zadeva pa Moretijev film. Ja, vedno bolj ironičen, ampak tudi vedno bolj realističen se ga zdi, če ga gledaš večkrat. Nekoč smo bili za njim kardinalom, enim od tistih, ki sem jih jaz poštoval, žal je pokojni. Smo stali na vogalu tam, na začetku trga, na trgu Pija 12, pa je rekel, no, fantje, zdaj pa tole poglejte, ne? Nismo vedeli, kaj bi je povedal. Prav, cel svet ima pust in maškarado enkrat, samkrat na leto. Tle pri nas ga imamo pa cel let. Torej, tudi oni gledajo na to, tisti ljudje, ki so široki med njimi, gledajo na to, včasih morda podobno kot Nani Moreti, če ravno Nani Moreti je nekaj posebnega. Nani Moreti je človek, ki rad s krampom vseka, ne? Tudi sam po sebi. In je tudi v tem filmu morda včasih pretiraval, ampak namenoma. Po drugi strani je bil pa tako zelo mil in tako zelo nežen in človeški do kardinalov, da morda še nihče med cineasti jih ni prikazal s toliko simpatije. Kardinali niso priljubljeni ljudje, to so visoki politiki. To so vsi člani CK-ja in politbiroja, to niso duhovniki, ki bi pridigali po mestih in vaseh. To so politiki. Ja, to je tudi mene najbolj me je presenetilo. Ta film se gleda pravzaprav veliko tega je med vrsticami, tako kot v tvojem pisanju, jaz to opažam. Vedno je treba brati med vrsticami in tudi zdaj, ko si govoril, je bilo to opaziti. Tako da mislim, da tudi ti podtoni so tako pomembni. Če on prikazuje te kardinale kot eno naivno pravzaprav skupino ljudi, pravzaprav s tem govori ravno obratno. To sem jaz razumela, ker na koncu se vsi gledalci le vejo nekaj o Vatikanu in o strukturi te velike cerkvene organizacije. Več veš o Vatikanu, bolj vidiš, da zelo malo veš. Mislim, da ni nikogar, ki bi prodrl tam do konca vseh resnic, kajti tisti trenutek, ko bi res prodrli, to razpadlo, sesulo bi se. Ostati morajo skrivnosti, sicer ni ničesar. Ja, ta končna misel, ko papež prav izvoljeni, jaz sem, Bog mi je zaupal, ampak jaz pa nisem sposoben. To je ena zelo taka kontroverzna misel.
Ja, ampak to je misel, ki jo Nani Moretti uporablja tudi v svojem političnem delovanju. On je šel tudi lastno levo vlado spodkopati, ker jim je rekel, ljudje so vas sicer izvolili, ampak vi niste sposobni in je imel iste svoje ringaraja okrog rimskih palač, ne, toliko časa, da je Prodijeva vlada padla. Boljo je on rušil kot pa Berlusconi. On je namreč tudi politik, ravno tako kot kardinali. Tudi Nani Moretti je politik, zdaj so se ga malo znebili, ne, ker ga imajo, dost mu ne verjamejo več, zdaj so hujši komiki na vrhu politike. Ne. Beppe Grillo, ki je pa res kričač in razbijač. Ne. Veliko nižja raven od Nanja Morettija, zato je toliko bolj uspešen. A so bili tudi Girotondi? Girotondi, ja. Ringaraje so se šli okrog rimskih palač, ne. Anja tudi na Vonskem trgu in skratka ogromna zborovanja in so pripeljali do tega, da so lastno svojo organizacijo sesuli. No, takrat so se ga pa malo znebili, takrat ga ne marajo politiki. In je bila to po tvojem iskrena igra z njegove strani, ali je... Jaz mislim, da tudi sam včasih ne ve, kaj je iskreno in kaj ni, saj kolikor lahko spremljam njegove filme. Ne. Mi je všeč, ne. Ta film je morda od vseh najbolj všeč, ne. Ker se igra s stvarmi, ki jih moraš zelo, zelo dobro poznati, da se lahko igraš. Torej, to je pa res ni na pamet delo. Tukaj si se zmišljavo, ampak vsak detalj se mi zdi, da je vzeti iz resničnosti. Vse, kar karikira Vojtivo, ker najbolj karikira Vojtivo. V tem papežu hkrati začne film z Vojtilovim pogrebom. Ti so bili pravi, avtentični posnetki, smo bili zraven. Taki pretresljivi posnetki, ne? Ampak potem se pa igra naprej, hkrati se vrača v čas, ko je bil Papa Luciani, ne? Tistih 33 dni, ne? V obdobje, ki je sicer prikazano tudi v Botru, ne? Na drug način, ampak to isto obdobje je prikazano v Botru, v tretjem nadaljevanju, mislim. Kater prizor imaš v mislih? Cel prizorov v Botru, kjer se vse začne razvijati, na koncu padajo kardinali, ubijajo papeža, na koncu se ga, verjetno so ga res pospravili. Lučanja tega ne bomo nikoli vedeli. Tako kot le ne vemo, koliko papežev je že bilo, ko so morda rekli, se bojim. Kot veš, je bilo 39 papežev, ki so na konci spadli antipapeži, in jih ni nikjer zapisanih. Zgodovina Vatikanske beleži. Tako da on je to izjemno spretno pelal. Pokazal je, ne vem, psihiatra. Glasnik papeža Vojtive je bil Joaquin Navarro-Valls, psihiater in psihoanalitik. On ga je imel kar ob sebi, psihiatra, ne samo, ker danes glasnik ne pomeni nič. Navarro-Valls je govoril pa tako kot ta Poljak, ki hkrati Dživiša karikira, je odločal kar sam. Navarro-Valls je odločal, on je izjavil grehoto. Ta zdaj še ne sme izjaviti česa. Zdaj so spet, Ratzinger jih je postavil na trdna tla in res bi nihče ne ve, nekdo pije, nekdo plača. Ampak tisti, ki so si pa prej upali, vse si pa ne upajo toliko. Mogoče bi zdaj vprašali malo občinstvo, kako, če bi kakšen glas, kako ste dojeli ta film, da bomo lahko naprej se pogovarjali. Nič komentarjev, je tako izmuzljiv film, ali ste šli v sebe in
razmišljate globje. Ali pa to ne seveda gre. No, še mogoče treba že za začetek. Ne bo umestno, kar bom te povedala, kot mene zelo presenetilo, kako je lahko bil v tem vatikanskem cirkusu, bi rekla, izvoljen nekdo, v katerega, ki sam vase sploh ni verjel, ki verjetno ni imel neke posebne vloge do takrat, ki je bil v bistvu tudi bolan. To smo lahko videli, ko je ostal potem, ko so ga imenovali, ker je hodil tudi s pomočjo palice. Mislim, to mi je presenetilo, no? Kako je lahko Moretti izbral v bistvu za ta lik oziroma za papeža, kako je bil izbran v bistvu, da rekli pod narekovajni Slabič. In kako so ostali lahko videli v njem primerno osebo za to vlogo oziroma za ta položaj, da je papeža. No, nihče med njimi, ki sedijo med temi kardinali, ki volijo, mimo glede, par napak je imel noter, tam ima starce vmes, ne? Nihče ne more biti star več kot 80 let, da voli papeža, ne, 80, pri 75 jih pokojijo, ne morejo več biti ministri pri papežu, volijo pa lahko do 80. leta, sam tle so bili vmes. Kardinal Tonini, recimo, je bil karikiran vmes, ki je star čez 90 let. Nihče med njimi ni nepomemben, nihče med njimi ni, torej skratka, vse je postavil papež. Ta ali oni, recimo vsi, ki so zdaj, so bili postavljeni v času kardinala papeža Vojtive, Janeza Pavla II. To, da je pa Nanni Moretti pač postavil tudi koga, ki je drugačen, pač to je njegova svoboda poetična. Ja. No, se je tudi vprašanje, ne, ali je ta izvoljeni Melville, ali je Slabič, ali se pa je pa človek, ki se tako zelo zaveda te peze, te naloge, ki je pred njim, ne? Ker ta naloga je pravzaprav strašanska, ne? No, jaz ga ne gledam kot Slabiča, pravzaprav, ne? Ja, to je človek, ki je pogledal vase. Jaz sem prepričan, da je med vsemi temi kardinali, so vsi pred tem že pogledali vase in prosili Boga, ne jih ne postavi, ne? To vsekakor ni enostavna naloga. Tukaj ne gre, ker mi moramo vendarle ločiti med vero v Boga in religijo, visoko politiko. On je pa šef vsega, ne? On je šef za milijardo, recimo, se zdaj je verjetno manj že, vernikov. Hkrati je šef ogromnega imperija gospodarskega in hkrati je šef ene močne politične sile, ki je navzoča v vsaki državi. Papež je politik, en od tistih državnikov na svetu, ki najbolj vplivajo, če je tak, kot je bil recimo Vojtiva, ki je bil velik politik, ne? Sedanji papež ni toliko sposoben politik, kot je bil Vojtiva, tudi ni igralec, ne? Kako se igra z igralstvom. Papež Vojtiva je bil igralec, ne? Ne vem, če ste prebrali knjigo Spomin in istovetnost. Jaz sem jo prevajal z Mohorjevo družbo. Tam papež sam o sebi pripoveduje, kako je bil, v začetku je bil igralec, ne? Torej, ni ravno bil tako igralec, potem poklicni. Niso ga sprejeli na akademijo. Igral je pa v pravem teatru, ne? No in tudi ta dramaturško, ne, je ta prehod, recimo, od te igre Čehova na tisto igro, ne, v papeževih sobanah, ko tega njegovega preoblečajo papeža in pač tega pajaca švicarskega, švicarskega, ja.
Mislim, ta prehod je zelo, bi rekla, tle pa je malo sarkazma. Tle je veliko sarkazma, se mi tega ne moramo jemati kot film, ki je verna podoba stanja v Vatikanu, ga pač poudarja, se s tem igram, gotovo, da je ogromno sarkazma, ne? Ampak v večjem delu filma pa on obravnava te ljudi zelo človeško in z simpatijo, pravzaprav, ne? Z eno veliko simpatijo, on ni sovražen do njih, ne? To mu je morda njegova, ker Nanni Moretti je skrajni levičar, ne? On ni ta levica, ki bi bila rada na oblasti, ne? On je človek, ki je pač pripravljen kadarkoli tudi vse razbiti, ne? Vse to ni pa vse skrbneč, pa gremo naprej, ne? Ja, to so mu zamirili, ne? Kaj pa Vatikan? Vatikan je zanimivo reagiral, papež ni začetka rekel nič, skratka, to so hoteli, da gre mimo, pa ni šlo čist mimo. Potem je nekdo, ki je iz katoliških vrst kritik, ne, je napisal, papež je pač prevelik za Nannija Morettija, to je misel tudi več drugih kritikov, ampak prav Vatikan je pa zanimivo reagiral. Ne? Radio Vatikan je rekel, če nihče nikoli ni tako dobro pokazal tega konklava. Ne? Vse veste, zakaj je konklave nastal? Zato, ker so se kardinali nekoč 2 leti igrali in volili papeža in se verjetno bolj zabavali kot je v filmu. Ne? In takrat je papež, ki je bil na koncu izvoljen pod prisilo, ukazal ta konklave, ne, s ključem zaklenjeno. Takrat so jih zaklenili v Sixtinsko kapelo in so se morali tam zmeniti in ne jeti ven, ne. Tudi jesti niso nosili, razen vode pa najnujnejše stvari, ne. A ja, še to, tle skozi jih kažejo, kot da so v nekih starih prostorih, ne. To zdaj ni več res, že nekaj časa, ne. Kardinali so v Novi Sveti Marti nastanjeni, jaz sem bil noter, to so, vsak ima svojo čisto novo garsonjero, nič ni, ne pohištva ni starega, ne nič, vse je novo. Skratka, zelo so zdaj urejeni, včasih so pa imeli slabe pogoje. Ja, ampak so pa v Sixtinski kapeli, ne? V Sixtinski kapeli so še, ampak ko nehajo, se to je zelo blizu. To je od tle do postaje, morda še manj. Vatikan je zelo majhen, ko greste za obzidje, je to vse skupaj, ne vem, od postaje do televizije, ne? Se ni več. Ja, in jih pelejo, ko nehajo zasedeti, jih pelejo ali pa grejo peš, ponavadi grejo kar peš do Svete Marte. Ta Sveta Marta je znotraj obzidja, ne? Pač pa takoj za zidom strani Gregorija VII. Se bo kdo vključil še? Izbino malenko sem bo rekla. Ja. Meni se, no, to je vse zanimivo, ne, resnično procedura in odnosi med njimi, ampak za mene je to le polemika z močjo, ta film. Tudi oblikovno, če vzamete, vse tiste rdeče, svalijo se te rdeče figure, če že sedijo, so potem njihove kapice tukaj, ne. To je ena moč, ki se je on odreka, ne? On se moči, ki mu je bila dana, ustrašil. Ampak Moretti pa znal to moč likovno zelo fino pripeljati v film. Ta grozeča moč, ki nas lahko pripelje do dobrega ali pa tudi do slabega. Je pa zanimivo tudi to, glede scenografije in vseh te rdeče barve in vseh teh stvari, ki pravzaprav delujejo tudi svojo monumentalnostjo, ne, na nas in ponazarjajo, simbolizirajo to moč. Me pa zanima, kako so sploh ta film posneli. Torej, večji del je on snemal
Cinecittà, veliko je pobranga iz dokumentarcev. Vsi množični prizori so v bistvu montaža med dokumentarnimi posnetki in 3 figurami od zadaj. Sicer je pa, v glavnem je snemal Cinecittà. Balkon je v Cinecittà. Seveda. Balkon je v Cinecittà, ljudje doli pa ne. So pa lahko samo na trgu, ki je neponovljiv. Ta trg Svetega Petra je vendar samo eden. In napolniti ta trg je zelo, zelo zahtevno. Papež Vojtiva ga je znal napolniti kadarkoli. Nikoli niso iz bližnjih župni gnali vernikov dol, da ne bi bil prazen. To se pa zdaj dogaja. K papežu Ratzingerju morajo po maši odpeljati vernike iz bližnjih župni, da napolnijo trg, da ne bi papež govoril pred praznim trgom v nedeljah ob 12. Karizma ali kaj drugega? Predvsem karizma. Ne, jaz mislim, da on sploh ni slab človek. On je premal politik, preveč profesor, zelo rad provocira, ampak intelektualno kot profesor, in s tem nenehno sproža konflikte znotraj in zunaj. Hkrati se pa on s politiko konkretno ne ukvarja in to prepušča drugim, in to je pripeljalo do vseh teh kriz. Kar se pri nas dogaja, je samo bleda senca tistega, ki se dogaja znotraj. Pa le malo odmev, ne? Ja, seveda. Odmeva pa v Rimu se resne stvari dogajajo okrog Vatikana. Te vojne okrog nasledstva so krvave, je prehuda reči, ker se ne tepejo fizično, ampak vsa ta podtikanja, vse te novice, ki ven veljajo in potem obtožijo enega reveža, ki je v bistvu Kernar bil pri papežu, ki mu je pač juhico naliva. Zdaj on vse odnesel, je lepo vas prosim, to so morali kardinali pripraviti. Poleg tega, vsi ti zapiski so strašno drobni pisavi v eni nemščini, ki jo niti Nemci ne razumejo dobro. To so papeževi osebni zapiski, skratka zelo malo ljudi, ki to lahko prebira. Kar tako, sploh pa, da bi vzel v roke pa prav. Tako da je zdaj papež dosti izoliran? Torej, ta papež je bolj izoliran, zato ker je tak človek. To ni samo, da ga je kdo izoliral. On je takoj, ko je prišel na oblast, je odpravil srečanja recimo z verniki v sobotah. Je pustil samo sredo, odpravil je srečanja ta osebna, ko prejšnji papež je na koncu srečanja z verniki sprejemal cele vrste ljudi. On pa ne, on tega ne mara. On je hotel imeti mir zjutraj, nobenih zajtrkov delovnih, kar je imel prejšnji. In najprej so bili izgubljeni te ljudje, ki so delali, ki delajo. Je bilo grozno. Kar enkrat natečem več ob 6:30, je rekel en sosed. Jaz rekel, kdaj pa tečeš pol dol? Ja, prav enih 10, ker prej on namara ropotajna, po hiši. In popoldne seveda od 5 naprej popoln mir, ker on svoje dela. To je, on pač piše knjige in hoče imeti mir. Se pravi, politika se dela druge, v rimski kuriji, mislim, administracija. Ne, to jasno, to je od nekdaj tako. Papež umrejo, zberejo drugega, ki je zelo vpliven, ampak tako vpliven, kot je bil recimo papež Vojtiva, dolgo ni bil nihče. Ker recimo Pij XII je bil zadnje 3 leta svojega življenja zaprt, ker njegova gospodina, ki z njem živela tam vse življenje, 50 let je bila z njim, ni dovolila niti kardinalom, da pridejo do njega. Pa to so stvari, ki redko pridejo v javnost, danes niso več zanimive. Takrat, ko so bile zanimive, pa nihče ni vedel za nje.
Medtem ko tam se pa skrbi za kontinuiteto, ne? Absolutno. Tam pa je kontinuiteta, tudi zelo stroga selekcija je, ne? Se pravi, tisti je pa res treba popolnoma ločiti od vere, ne? Tisti je visoka politika, tam je visoka diplomacija, tam so ljudje, ki izjemno obvladajo svoj metier, ne? Tam ni amaterjev, ne? Tam so res na izjemno visoki ravni in tudi druge diplomacije se trudijo, da bi take ljudi pritegnile, če bi morda izstopajo pa zelo veliko, ne? Da grejo potem v službo drugam, ker zelo dobro obvladajo, ker so visoko izobraženi in tudi spretni. Mogoče bi še kakšno rekli o glavnem igralcu, Michel Piccoli, ne? To je magistralna vloga, pravzaprav. On ima takrat imel 85 let, to je bil njegov 200. film, ne? In potem je rekel dovolj je. Jaz še vedno upam, da ga bo kdo pregovoril, da bo še zaigral kaj. Torej, on je igral Vojtivo, ne? On je njegov obraz, njegov izraz, zato tudi ves čas imaš občutek, da imaš pred seboj Janeza Pavla II. Ne? Ampak on ga je tako dobro igral, da je bil boljši od Vojtiva. Kakšno vprašanje, da bomo našli še kakšen ovinek zanimiv v tem pogovoru. Drugače o Naniju Moretiju, mogoče še to, da vas spomnim, najbrž veste, ne? Ali pa ste gledali njegov film Sinova soba. To je bil zelo lep film, ne? On je tudi pokazal zelo veliko empatije, ki je posnel o eni družini, ki je izgubila sina. In prekrasen film je dobil tudi v Cannu, seveda Zlato palmo, ne? Kjer je bil tisti film, se jaz ne moram spomniti, po Sinovi sobi pa pred tem, kjer je imel tisti strašen prizor spolnega odnosa. Kako je bilo tega zdaj par let? So potem lani to igralko spraševali, da kaj tazga, tako kot je ona to odigrala, ne? Da kaj tazga še ni bila fer, že se ne spomnila. No in je rekla, se nisem igrala, ta hudič me naskočil, rekla. No in so se seveda tudi oni tam smejali, pa so šli njega vprašati, če res je, seveda je res, prav drugač mi ne bi učbilala. Ker on je zelo dober režiser, ne? Dober režiser je, ne? On je človek, ki doseže, kar hoče, ne? Tudi edin sama pa zmeri približno enako podobno, ne? Ta film je bil tudi o Berlusconiju, ne, Kajman. Ja. Ta je bil tudi tako, ta je bil pa tudi zelo sarkastičen, ampak se... Ja, ti si bil pa zelo po pravici. Ja, ti si po pravici, pravzaprav. Nekaj, tam ni bilo te simpatije, ki jo kaže tukaj, ne. Tle je on prijazen do kardinalov, ne. Tudi, če pokaže tega papeža slabotnega, kakorkoli človeka, ki je šel vase, ampak on tega ne gleda s hudim sarkazmom, razen v nekaterih trenutkih, ne? Čisto drugače pa seveda Berlusconiju, ne? Ker Berlusconi je pa hudič, ne? On je pa le drugačen, ne? On je pa, ne vem, a tebe kdaj doletel, da si morala delati kakšne televizijske dnevnike, na televiziji Koper zangati, koliko smo morali mi pred 40 leti in več. Ja. So mi pa pravili, ja, kolegi. Da smo hodili dol po mesec, dva, smo morali pripravljati, pa so vsi rekli, da je za manjšino, za manjšino so te povedali, ne. Pa smo pa gotovili, da je v bistvu zato, ker je bilo to kritje za Berlusconijevo televizijo, so morali pač delati tudi za manjšino. In smo mi po slovenski napisali celo oddajo, potem je nekdo prevedel, nekdo opremil in je šla vsak večer v eter. Ne? Sicer bistvo je bilo pa tako in tako športni prenosi. Ne? A je tam vprašanje?
Ja, prosim. Mene pa tole zanima, koliko časa bo uspelo o Vatikanu, ne, držati tole skrito organizacijo. Sej vidimo na začetku filma, da niso dovolili niti, ne, da bi posneli Sikstinsko kapelo. Ne. To je država v državi in v času demokracije dejansko ne razumem, da lahko neka inštitucija živi tako izolirano za sebe. Ne. Čeprav vemo, da prihajajo pač dodajo sodnice razne iz te države ven, koliko časa jim bo uspelo še tako življenje kot so ga? No, zaenkrat jim uspeva 2000 let, če bojo tako temeljiti, kot so doslej, bo še 2000. Ne. Taka mnenja jih ne zmotijo in se ne sekirajo, imajo pač svoj tip organizacije in ravno papež Wojtyła je zelo jasno enkrat povedal, ko so se šli kardinali in škofje, malo demokracijo, pa so hoteli malo več vpliva škofovskih konferenc, pa malo več kolektivnega odločanja, je rekel, očitno malo narobe razumete ustroj naše institucije, ne tratite časa z besedičenjem o demokraciji, tukaj se ve, jaz sem šef, potem je pač piramida in se ne bomo pogovarjali, pač oni javno nikoli ne povedo, da je kurja tista, ne? Ki odloča, ampak to je ta piramida, nič ne bo se spremenil, ker tist trenutek, ko bi se kaj spremenil, bi se imperij sesul, že skrivnostnost in vse to mora ostati, če hočete, da bo nekako uspevali in preživelo. Ne? Ja, seveda, to je... Povejte. Mogoče pa, ko ste rekli, da se trg prazni pod Ratzingerjem, ne? Mogoče pa tudi to kaže na eno spremembo. Ali mislite, da je to samo odziv oziroma reakcija na njegovo neljudskost, bi se rekli? Ali je mogoče še kaj drugega v zadaj, odnos do inštitucije take? Pa do več, gotovo je več elementov. Najbrž ne samo do njega, a ne? Ta prazen trg, to mislim. Ni samo on, ampak on je pomemben pri tem. Ne? Če bo za njim prišel nekdo nekako sposoben politično delovati, kot je Wojtyła, potem bo to seveda spet poln trga. Ne? Hkrati pa je treba upoštevati seveda par drugih stvari. V zadnjem času tudi svetovno krizo, ljudje se ne morajo več voziti z celega sveta, kar tako v Rim, zato da bojo šli papežu mahati. Ne? Nekdo jim mora to plačati. Ne? In ko denarja zmanjkuje, tudi njim ga zdaj zmanjkuje, ne? In ne morejo se to samo vendarle oni financirati. Si niso sami plačevali izleta v Rim, zato da so z zastavcami mahali. Ne? Torej tudi to seveda vpliva. V Evropi pa jasno, Evropa je sekularizirana, ne? In to vedno bolj Evropo zgubljajo oni. To je res, zato se pa toliko trudijo za Afriko. Zdaj v Latinski Ameriki so izgubili izjemno veliko in to sta največ pripomogla prav zadnja papeža, torej Benedikt XVI in njegov predhodnik, ki sta šla, ker pač nista razumela stvarnosti, uničiti teologijo osvoboditve. Ne? In sta v bistvu zamahom roke sklatila katoliško cerkev v Latinski Ameriki do te mere, da oni rabijo še veliko časa, da bojo to priznali, kaj se jim je zgodilo. Ne? So pa mimo grede, ko so se hvalili, koliko so v Afriki dobili novih vernikov, so ga mimo grede polomili in so priznali, ne? Prej so zmeri rekli, da je več kot polovica vernikov je bila v Latinski Ameriki. Ne? Zdaj pa kar naenkrat skoraj 40%. Pa ni res, da je Afrika toliko večja, ker v Afriki se to ne da z zamahom roke delati. Afrika je drug svet zaostala, že komunikacije ne dovolijo širitve, kar tako zamahom roke. Ne? No, so pa zelo veliko izgubili
v Braziliji, v Mehiki, v celi Srednji Ameriki. V Latinski Ameriki so izgubili ponekod do 30% vernikov, potem, ko so teologijo osvoboditve razbili. Ne? In to sta razbila prav ta dva papeža. Ne? Prejšnji in sedanji, kajti sedanji je bil šef čuvaj čiste vere pod prejšnjim papežem. In one dva sta vse duhovnike, ki so simpatizirali s teologijo osvoboditve, umaknila. Ne? Namreč Evropa ni razumela, da teologija osvoboditve ni marksistično gibanje in del evropske politike, železne zavese pa ene in druge strani. Ne? To je bila Latinska Amerika, ki je pač grozljivo težko živela pod ameriškim škornjem v tistem času, pred ameriškim udorom na Bližnji vzhod, in ko se niso mogli več ukvarjati z Latinsko Ameriko, ne? In so jih pustili. Latinska Amerika je danes popolnoma drugačna kot pred 30 leti. Ne? Je pa Amerika hkrati Vatikanu zavdala hud udarc s tem, ker je CIA poslala noter te ameriške sekte. Ne? Iz teh sekt so nastale velike cerkve, ki danes obvladujejo v nekaterih velikih mestih več vernikov kot katoliška cerkev. Ne? O tem se oni zelo naradi pogovarjajo, čeprav te podatke v njihovih materialih dobiš. Ne? Če greš malo bolj pobrskati, pa jaz sem veliko hodil na njihove debatne. Zlasti Opus Dei je tam prirajal take z novinarji, ne? Dost odprte, odkrite pogovore. Ne? Tam so prihajali ljudje, ki so odgovorni za določena področja v Vatikanu in so govorili zelo odkrito. Ne? Skratka, en gibanje znotraj njih seveda obstaja, ne? Da bi nekako spet pridobili ljudi in da bi se znebili tistih, ki so šli razbijati teologijo osvoboditve. Če ravno te, ki to obnavljajo, niso nobeni levičari, ne? Daleč od tega, ampak ugotavljajo, da je pač najbolj nevarno bilo to, da so teologijo osvoboditve dobesedno ubili. Ne? No, sej teologija osvoboditve se je obračala k verniku. Ne? Absolutno. Absolutno. Sam takrat, to je bilo še pred padcem Berlinskega zidu. Torej, mene Oscar Arnulfo Romero, to je bil salvadorski škof, nadškof, ki so ga ubili pred oltarjem med Mašom. Ne? Sem imel z njim pogovor, preden so ga ubili v Mehiki, sem se z njim pogovarjal in je prišel z pogovora z Vojtivo. Ne? Vojtiva je prvi obisk sploh zunaj Vatikana imel v Mehiki. Jaz sem takrat začel spremljati papeške zadeve, to je bilo leta 79, januarja 79. No in ker so moji prijatelji bili prijatelji od tega škofa, sem se lahko polcel popoldne z njim pogovarjal in takrat sem ugotovil, da se dogajajo grozne stvari z enega samega stavka, ker oni zmeri govorijo sveti oče, pa tako. On je pa rekel, veš, tale Polak pa ničesar ne razume. Ni rekel papež, ni rekel sveti oče, neč tale Polak pa ničesar ne razume. Torej, Latinske Amerike pač ni mogel razumeti, ker je prišel iz Krakova. Ne? To je bil človek, ki je gledal poljsko stvarnost, ki je seveda bila taka, kot je bila, in zato so tudi njega povabili Američani za spopad. Ne? In v bistvu rezultate doživljamo mestole krizo zdaj. Ne? Američani so hoteli razbiti vzhodni blok, da so se lahko lotili zahodnih sindikalnih dosežkov in zahodne civilizacije politične, ne? Ki zdaj s to krizo razpada. Pa še Margaret Thatcher so dobili zelo uspešen je bil pač papež. Ne? Ta papež Vojtivo je bil izjemno sposoben. Rušenju tega zidu. Ne? Absolutno. Pričemer je imel vso podporo, ne? Ker smo vsi želeli, absolutno. Vsi so mu ploskali, ne? Ampak on je ugotovil, da je bil uporabljen že razmeroma kmalu,
ko je hotel imeti med enim od obiskom v Ameriki veliko mašo, kar v New York. In so rekli, ne, to pa kar tja v Denver. Teno cirkusa zdaj zganja, niso ga več rabili. Pragmatizem, ne? Ja, to je politika, to je politika. Še kakšno vprašanje, prosim? Tone Kočevar ve toliko, da... Mene zanima, ker pač mislim iz filmskega sveta, a je Nani Moretti, a je bil njegov, bi rekla, osnovni poklic ali dejavnost režiser, pa je potem ratal politika ali kako je s tem. Ker recimo že takoj na začetku je jasno, da je verjetno ta film lahko posnel nekdo, ki je imel vstop, bi rekla, v vse v Vatikan oziroma tudi vse te prostore in tako naprej. Kar me je presenetilo, kako to, da je dobil sploh dovoljenje za snemanje takšnega filma, ki je v bistvu, bi rekla, nekje ironija tudi na Vatikan. Ja, Nani Moretti je iz ene zelo intelektualne družine, sicer izvirajo iz Tirolske, mislim, ampak on je vse življenje živel v Rimu, njegov oče je na La Sapienci predaval grščino, mama je bila tudi ena profesorca in tako. On je pa kot mladenič začel filme snemati tako neko, ki je to željo začutil, ta klic, in potem je nekako uspelo priti za asistenta enemu režiserju in hkrati mu je tudi rekel, jaz bi tudi kakšno vlogo v tem filmu igral in se mu je to tudi posrečilo in tako se mu je odprl, neke kratke filme naredil. Bil je pa po mojem ves čas politično profiliran, že kot študent angažiran. In pravzaprav on je mogoče tudi en italijanski fenomen, a ni? Torej, vsi te fantje v Rimu, ta njegova generacija, ali pa sedanji župan rimski, Alemano, iz podobnih časov, to so bili fanti, ki so se pretepali po rimskih ulicah, na eni strani levičari, na drugi strani fašisti, in so se tepali. In iz tega je pol tudi ta njihova bojevitost nastala. En od igralcev, zelo znanih, zdajšnjih je, ko je prišel Gianni Alemano za župana, je rekel, na trgu tem pa tem sem pa jaz tega mulca pretepil enkrat na teden. In Gianni Alemano potem ni rekel, ni me pretepil, ampak je rekel, ni bilo na tem trgu, ampak je bilo na unem trgu. No in ta isti Gianni Alemano, samo to, da se mejhen ta ozračje čut. Gianni Alemano je bil zaprt, ker je v očeta Busha zabrisal v glavo paradajz. Ker je kot fašist protestiral, ker je šel stari Bush položiti na grobnico ameriških vojakov v Anciju in Netunu venc. In te fašisti, takrat mladi, so jih napadli in so metali vanga paradajze in so ga zaprli. In drugič so ga zaprli, ko je metal molotovke na rusko veleposlaništvo. Ko je prišel sin Bush na obisk, v Rim ga je Alemano sprejel kot župan. Skratka, te fantje so se pač kasneje inštalirali tudi Nani Moretti. On je bil eno teh, ki so se tepli nekoč. Ampak vsi ti aktivni fantje so se v tistih svojih letih, so bili stari 17, 18, 19 let, so se pač takrat je bilo to v Rimu nekako moderno, oni so se morali enkrat na mesec prebunkati med seboj, pa je bilo pa spet v redu. Ja, to je del tega italijanskega karakterja, nature njihova, tako zelo drugačna od naše, ki smo na noter obrnjeni in se žremo med sabo. Ja, pa še oni so vsi anarhisti v duši. Oni so vsi anarhisti, vseeno, z leve ali pa z desne, ampak za naše pojmovanje
so anarhisti, ne, nikoli ne veš, kako se bo prav na hitro odločil in kam bo vsekal. Ne. Je pa ta italijanska administracija tudi nekaj tako rigidnega in čvrstega, da se te razprtije pa padci gladko se tak v bistvu sploh ne... Njihova administracija skuša biti, kolikor je mogoče, verna podoba vatikanske. Ne. Kot je Vatikan popolna kopija rimskega imperija, ne, in gre naprej tudi so Pontefiče, ne. To je vrhovni svečenik, to je iz starega Rima, to ni katoliška zadeva. Ne. Oni so iz Rima starega pobrali to vrhovnega duhovnika, vrhovnega svečenika, so pač naredili papeža, ne, s tem, da prej ni bil kristjan. Ne. Ja, čas, ne, dela za njih, pa tudi proti njim, ne? Ja, zaenkrat dela proti njim ta trenutek, ne. Tudi v Italiji ta rigidnost sistema je nekako padla z Berlusconijem. Berlusconi je vse to prerukal do temelja, ne. On je svoje ljudi pač predpeljal in je začel rušiti sistem, ki so ga gradili od leta 1945, ne, in kjer se nič ni spremenilo, tudi če je vlada padla 3-krat na leto. Ne. Zato je sistem deloval naprej, to pomeni, da je podobno kot rimska kurija deluje, vseeno, kdo je papež, ne? No, vse, ko smo rekla, da čas deluje tudi za njih, sem mislila teh 2000 let, ne, ker to je tista... Vseh ni 2000, mi mislimo, da je 2000. V resnici se je to začelo 300-400 let pozneje, še bolj v resnici pa s Karlom Velikim. Ne? Karl Veliki je postavil to vero zares na oblast in sta s papežem pač si držala Rauberske lojtrce, ne, in sta naredila 2 imperija v enem. Ne? In takrat je Evropa bila prvič Sveto-rimsko cesarstvo. Mi smo bili pa del tega Svetega rimskega cesarstva v bistvu do leta 18, ne? V prejšnjem stoletju. In smo še. In smo še. Še kakšno vprašanje za Roleta Hočevarja? Drugače se vam je zahvaljujem za ta popoldan prijeten in se vidimo čez 3 tedne, ne?